Glejte, sama ste dala odgovor v svojem vprašanju. Namreč s tem, ko ministrstvo tukaj, dali smo njihov odgovor, ker so oni pristojni za odgovarjanje, s tem, ko oni govarjajo, da ni bila kršena konvencija in hkrati seveda, ker govorimo o ministrstvu, so se pa seveda zdržali vse zakonodajne normativi, ki se mora držati. In kljub temu, da zadevi nista enakopravni, je pa pomembno, da se v vsakem takšnem postopku tako spoštuje konvencijo, kot tudi izpolnjuje zakonodajne normative. Ne izključujete možnosti za kablovode, pa bi vas vprašala, a so kupljeni kakšni materiali že za daljnovode? Dravske elektrarne nismo kupili še niti enega kosa, ne materiala, ne blaga, ki bi kakorkoli prejudiciral kakršnokoli izbor tehnologije, tako za elektrarno, kot tudi daljno povezavo ali kablovno povezavo. Vaše mnenje, zavedate se, priznali ste, da gre za degradacijo okolja, sevanje, kolikor se to zgodi, bo in gre tudi verjetno za izgubo zaposlitve določenih, saj ne nazadnje tam so ekološke kmetije, ki bo sevanje jim škodilo. Oziroma ne bodo več to. Slednje, kar sem zdaj povedala, nekako jaz nisem danes govoril. Ne govorim o sevanju, zato ker sevanje pri daljnovodu je, vendar, kot je bilo povedano, potrebno je poiskati skupno rešitev, ki bo zadovoljila vse. Z tega odgovora verjetno je jasno, da to pomeni, da bo treba se dejansko s ljudmi, ki so prizadeti, poiskati rešitve. Ne vem, tudi sam, ko sem gledal to povezavo, zakaj pa ne bi mogoče poiskali kakšne odmike. Zakaj pa ne? Glejte, tudi to je degradacija v tej smeri, seveda mora biti vsaka takšna morebitna degradacija pri primerno škodljivo tudi poravnana. Vendar mislim, da če smo dovolj modri, lahko poiščemo takšne rešitve, da do takšne degradacije ne bo prišlo. Kar se pa tiče sevanja, pa je dejstvo, da vsi daljnovodi povzročajo sevanje, da si je stroka, kar se kablovodov tiče, neenotna. Vse del stroke govori, da kablovod pomeni, da izniči sevanje, del stroke pa govori, da so njegovi vplivi sevanja še hujši, kot so. Tako da, ker pa dejansko z 400 kV kablovodom nihče v naši bližnji okolici nima izkušenj, je zelo težko o tem govoriti. Znano je, da kablovod pomeni bistveno krajšo življenjsko dobo, da pomeni izgradnjo tunela pod zemljo globine od 5 do 30 metrov v širini, vsaj 4 metre širine, 3 metre višine. Dejstvo je, da slednjega ne moremo zaradi pogojev gradnje graditi pod obstoječimi trasami, in to dejstvo, ki moramo slediti. Zato bi bilo težko karkoli govoriti. Nadaljne dejstvo pa je, veste, po Dravski dolini, če greva, jaz bi se tukaj dejansko malo lokalno zaprl, je ogromno hiš, ki so bistveno bliže danes, in kjer ljudje že živijo skoraj 90 leti po temi daljnovodi in dejansko zdravstvenih problemov, odstopanj zdravstvenem stanju teh ljudi ni. Ne bi si upal soditi, ne bi upal nikomor si zaželeti oziroma mu vsiliti ali postavljati daljnovoda v njegovo življenjsko okolje. Želim pa si zaslihenim imeti dialog, pa ugotoviti, kje so možnosti, kakšne so možnosti odmikov in te leč, koliko je možno realizirati. Nam lahko zaupate, kam zdaj pelje ministrstvo okoli te pritožbe, ko so združeni v civilno inicijativo podali, kakšen bo odgovor, kaj mislite? Glede, jaz mislim, da bom lahko na to vprašanje dal odgovor, takoj, ko sem srečal s civilno inicijativo. Takoj, ko bom z njimi imel sestanek, pač nažalost mi smo v sredo še le povabili za včeraj za sestanek in se niso mogli odložiti. Stališče njihova bo treba videti, se z njimi pogovoriti in ko bom imel stališče njihova, kaj si dejansko civilna inicijativa želi, bom lahko še le vprašal na ministrstvo, kaj pa stališče ministrstva. Imate mogoče občutek, da bo denar umiril združene v civilni inicijativi? Denar nikoli ne more biti nadomestek za kakršnokoli škodo, ki se povzroči v okolju. 100% nadomestek. Denar lahko zgolj lajša določene, bom rekel, bolečine in lahko z prilagoditvami, če rečemo daljnovoda, z prilagoditvami trase daljnovoda, seveda v naše vreme, kar je razumljivo, pomeni neko pozitivno noto v smeri sprejemljivosti. Drugače pa nisem mnenja, da je za vse odloča denar. Tule, kar je glede zakonski normativ Republike Slovenije, glede postavitve gradbenih objektov v bližini daljnovodov, so normativno gledano vse tak strožji, kot so normativi Evropske unije. In teh normativov so vsekakor tudi tukaj so osnovalci držali in se jih bomo morali držati. Mi na vse zadnje smo na podlagi tega so se vključili in sodelujemo v forumu elektromagnetna sevanja, kjer smo tudi izdala ena brošura, ki smo mi vsem nedeljami bili pripravljeni, smo jo razdeljevali. To je elektrika in zdravje ter vplivi daljnovodnih omrežij na posamezne ljudi. V okviru tega se dejansko vidi, kje smo v Sloveniji in koliko smo strožji napram tem odmikom tujini. Gospod, civilne inicijative navajajo, da
Evropi gre trend v kadriranje, ne? In govorijo, zdaj mislim, da je v Avstriji, da so na neki trasi od 120, ne vem, mislim, da se pa spomnim, 120 km daljna voda na 45-40 pod zemljo spravili. Kaj to so potem to gre za manjše moči potem teka? Glejte, v bistvu, tudi to je eno izmed vprašanj, na katere ne bi želel kontrirati civilni inicijativi, ampak bi želel, da da stroka njim direktno odgovor. Glede na to, da se pa seveda o zadevi pozanima, kot sem že prej odgovarjal, ne smemo razpečevati gradiv, ki jih ima sosednji Verbund na internetu, lahko vas opozorim, da se na njihovo stran obrnete in boste videli prav nasprotno, zadeve ne držijo. Kablovodi se posod tudi v Sloveniji pogosto uporabljajo tam, kjer gre za manjše napetosti, to je 10 kV mreže, kjer je zadeva preizkušena, kjer zadeva teče in kjer seveda tudi mi, vse zadnje smo nazadnje z Elektro Maribor sodelovali pri daljnovodni povezavi med Odmelja do RTP Koroška Vrata, kjer gre za 110 kV kabel, ki so ga tudi z našo močjo položili preko Drava. Seveda je pa to do 400 kV omrežje zaenkrat nemogoče. Tudi Avstrijci sami navajajo, zakaj zadeva ni sprejemljiva. Če jih lahko povzamem, zelo enostavno povedo, da je to bistven poseg v naravno okolje, izgradnja tunela, da grejo te kompenzacijske postaje v bistveno večje površine, ki jih moramo degradirati. Po sami kompenzacijske postaje je to približno 5000 kvadratnih metrov. Da ni dokazano, da je izguba bom rekel, da so izgube omrežja manjše, ampak celo večje, da je življenjska doba kablovoda manjša, ampak kot povedano, na vsak način bomo zahtevali in predložili strokovne odgovore na to vprašanje. Mi pričakujemo, da bo Ministrstvo za okolje in prostor še v mesecu juliju vse to vprašanja pobude vse skupaj združilo, zbralo skupaj, se poiskalo, kaj je potrebno dodatnega, bom rekel, strani stroke temeljit. In če me vprašam tako, smatram, da bo zelo težko pričakovati kakršnikoli odgovore pred začetkom meseca oktobra. Seveda bi nas kot investitorja zanimalo, da zadeva že prej poiskana, da so bili že prej znani, vendar mislim, da je teža problema tako velika, da je treba vso skrbno se zadevo obravnavati in seveda te študije, ki so bile izdelane, kot prej omenjene študije IBE-a, Fakultete za energetiko in računalništvo v Mariboru, vse te študije dejansko prevetriti, proučiti, podati in se skrbno lotiti zadeve do same agencije. Govorili ste o štajerskih poslancih, da se boste z njimi tudi sestali pa pogovorili. Recimo Lipa se je že odzvala na civilno inicijativo, gospod Sašo Peče je pisal tako gospoda Cipljati, predsednika državnega zbora in tudi premijerja. Kako gledate recimo na to, da se bo tukaj nekako vse skupaj usklajalo? Vse to je ravno bistvo. Mi bi želeli, da so predvsem poslanci v državnem zboru Štajerske tisti, ki zastopajo Štajersko regijo. In da lahko zastopajo Štajersko regijo ali Podravsko regijo, je prav, da jih mi oborožimo za relevantnimi podatki, da jim damo dejansko podatke, da so njihova vprašanja, ki jih posredujejo na mesto, vse bo le tako možen korektni odgovor. Tukaj bi si želel, da imamo takšne predstavnike, kot recimo kolegi v Šaleški dolini, kjer so se vsi borili za izgradnjo bloka 6 v Šoštanju, korektno so se borili in prav imajo, vsega Slovenija tudi tega potrebuje in je prav, da bo zgrajen. Tudi pričujoč dejstva, da termobloki pomenijo onesnaženje v zračju. Seveda moramo vedno ugotavljati, kaj je sprejljivo, kaj ni. In zato bomo se mi z njimi sestali, da jim damo mi odgovore na vprašanja, ki so, da jih strokovno podložimo in potem so seveda te vprašanja posebno prepljene legitimno. Kot sem dejal, je vprašanje trase in vprašanje načina odprta zadeva. Odprta zadeva je predvsem z vidika, da se zakon o gradnji objektov v času umeščanja ČHE spremenil. In tako nimamo več dveh javnih zgradb, smo imeli eno javno zgraditev. In mogoče je to tudi temelj vseh problemov, ki so nastali, temelj tega, da so se ljudje počutili zavedene. Vendar moramo povedati, da je bilo čas, da je dovolj, da je pripomb ogromno, kar smo zelo veseli, da bomo sleherno odgovorili in upoštevali tudi glede zakon. Te dodatno k temu, da tudi, ko bodo vse te odgovorjene, še vedno se vrne žogica občinam, kjer morajo občinski sveti podati svoje zadnje in proučili bomo vse možnosti, ter dali res korenite strokovne odgovore.